Dragi bratje in sestre, vaša beseda, prvo berilo posebej, nas je povedlo v dvorano zadnje večerje, kjer pravi, da so bili učenci skupaj z ženami in drugimi na enem kraju zbrani v molitvi. Vsi, torej skupaj na enem kraju. In nenadoma je prišel z neba šum, podoben bližajočemu se silnemu viharju. Zakaj prva podoba za svetega duha ravno veter? Vemo, da veter lahko čisto malo zazidle listje v drevesu, lahko pa je zelo močan. Veter je tisti, ki prinaša spremembe. Če ne bilo vetra, ne bi bilo tako hitre menjave vremena, tako pa priplodi oblake in vreme se spreminja. Skratka, prvi simbol vetra želi povedati to, da Sveti Duh prinaša spremembe. Prinaša nekaj novega. Prav tako tudi drugi simbol jeziki, ki so se v podobi plamena spustili na vsakega izmed njih. Vemo, da plamenček je tisti, ki lahko osvetljuje. Kako drugačen je temen prostor, ko je osvetljen? Lahko je to ogenj, ki ogreva. Lahko je ogenj tisti, ki očiščuje. Skratka, podoba za Svetega Duha, ki je tisti, ki nam razsvetljuje, ogreva srce, ki nam kaže pot. In potem, zanimivo so tukaj jeziki. Ljudje govorijo različne jezike, pa se med seboj razumejo. Sveti Duh je tisti, ki nas povezuje. Sveti Duh je tisti, ki med nami ruši pregrade. Sveti Duh je tisti, ki nam pomaga, da res lahko zaživimo kot bratje in sestre med seboj. Vemo, da so jezike lahko, različni jeziki vzrok za to, da se ne razumemo, zato da gremo na razum. Če bi vzeli v roke prvo Mojzesovo knjigo, 11. poglavje, kjer je govor o babilonskem stolpu, kako so se odločili, da bodo zgradili velik stolp, ki bo segal do neba. Kajti v svoji ošabnosti so hoteli izriniti Boga, da ga več ne potrebujejo. Ampak kaj se je zgodilo? Bog je zmešal jezike in razpršili so se po vsej zemlji. Niso se več med seboj razumeli. Tukaj na vinkošnji dan pa govorijo različne jezike, pa se med seboj razumejo. In še nekaj je, začnejo slaviti Boga. Začnejo slaviti in se zahvaljevati Bogu za vse, kar je stvoril. Najprej za dar odrešenja. Vinkošnji praznik je del velikonočnega praznika. Kajti takrat so učenci res začutili, kaj se je zgodilo na Veliki petek, kaj se je zgodilo na velikonočno jutro. Takrat so razumeli, da je vse to bilo iz ljubezni za nas, da bi mi lahko zaživeli lepše in polnejše življenje. In kot smo slišali, takoj so potem začeli tudi oznanjati velika Božja dela. To je to, kar Sveti Duh daje. Da razumemo najprej, kako Bog ljubi vsakega izmed nas. Kako se sklanja vsakemu izmed nas. Druga stvar pa, da mi na to ljubezen odgovorimo. Lahko te ljubezni niti ne občutimo. Gremo mimo te ljubezni, lahko pa na njo odgovorimo. In če na njo odgovorimo, potem se začne za nas res nekaj novega. V drugem berilu iz pisma apostola Pavla Rimljanom smo slišali, da je Sveti Duh tisti, ki nam pomaga, da Boga kličemo za očeta. Pomeni, da je Sveti Duh tisti, ki nam pomaga, da najdemo pot k očetu, da ga priznamo za svojega očeta. Kajti, če ga priznamo za svojega očeta, potem smo tudi med seboj bratje in sestre. In zakaj nam Bog daje Svetega Duha? Da bi obrodili sadove. Sadove pa lahko obrodimo samo takrat, ko smo kot
mladike povezani s trto. Ta današnji evangelij je meni zelo všeč, ker je tako domač, tako vsakdanji, tako na preprost način nam pokaže, kaj pomeni biti v odnosu z Bogom. Mi smo pri krstu postali Božji otroci. Postali smo deležni Božjega življenja. To Božje življenje se je začelo pretakati po nas. Kot se pretaka življenjski sok po mladikah, ki dobijo ta sok iz trte, tako tudi mi iz Boga prijemamo to Božje življenje, ta življenjski sok, da lahko zaživimo svoje življenje kot Božji otroci. In zato je tako pomembno biti res povezan. Takoj se bo postavilo vprašanje, kako smo pa mi, kako hranjamo to povezanost. Zanimivo, papež Frančišek, ko je imel srečanje z Birmanci, je takole dejal. Tudi eno vprašanje od Birmancev je bilo, kako ohraniti to, kar smo pri Birmi prejeli, kako živeti iz tega. Pa je papež Frančišek dal 3 nasvete. 3. Prvi pravi, pogovarjajte se o veri, o tem odnosu z Bogom. In s kom naj bi se pogovarjali? Papež Frančišek na prvo mesto daje stare starše. Zakaj? Pravi, stari starši imajo izkustvo življenja. Njihova vera se je že prečistila, utrdila. Marsikaj so doživeli v življenju, težkega, pa tudi lepega, in vsem tem se je vera res prečistila in je postala njihova vera. In zato, dragi Birmanki, se pogovarjate se z vašimi starimi starši, naj vam povedo, kako so oni, kako želijo vero, kako so jo živeli skozi svoje življenje, kaj je pomagalo, da je ta vera postajala trdnejša in bolj življenjska. Potem pogovarjate se z vašimi starši. Na srečanju sem dejal vam starši, da vzemite si čas za vaše otroke. Gotovo med pogovore spada tudi pogovor o veri. In tukaj vi lahko iz svojega izkustva, svojega življenja in tudi marsikaj poveste. In potem ste tukaj, drage botre in botri, tudi vi lahko poveste o vaši veri, o vašem doživljanju od Boga, o vašem izkustvu, kaj vam je življenje pomenila vera in kaj vam danes pomeni. Torej, prva stvar je pogovarjati se o veri. Druga stvar, papež pravi, ostanite skupaj. Ostanite skupaj. Pomeni, v prijateljstvu, v skupnosti je moč. Če boste drugemu res znali biti opora, potem boste to obdobje, ki je pred vami, ko sem zanjšo omenil, obdobje, ki je težko po svoje, ki je obdobje vstopanja v neko samostojno življenje, ki je na nek način tudi oddaljevanje od družine, vse to je lahko zelo bogat trenutek, lahko pa je tudi trenutek poln zank in težav, s katerimi se boste srečevali. In zato je tako pomembno, da ste skupaj, da se tudi vi med seboj pogovarjate, da ste drug drugemu opora. Zato je tako pomembno, da po Birmi najdete svoj prostor. In hvala Bogu, tukaj v tej župniji imate dosti možnosti, od skavtov, animatorjev, pevskega zbora in tako ministrantov in še bi lahko našteval. Skratka, da najdete nekje svoj prostor v tem občestvu in da v tem občestvu, v skupnosti se utrjuje in raste vaša vera. Ne bo vam žal teh uric, ki jih boste tukaj posvetili, kajti te ure bodo najbolj dragocene, ravno ko bodo prišle težave in preizkušnje, boste vedeli, da imate oporo in kam lahko greste, da boste potrjeni in spodbujeni. In tretja stvar, ki jo papež priporoča, sta pa 2 sakramenta. Ko sem že zadnjič omenil na srečanju, prvi sakrament, sveta spoved. Vemo, da na nek način je spoved danes v krizi. Čeprav je to sakrament, ki ohranja to, kar smo prijeli. Brez spovedi je zelo težko ohranjati ta dar vašega življenja. Oziroma, da to vaše življenje raste. Drugače, lahko se hitro zgodi, da začnemo životariti, pademo v tisto poprečje in živimo tako, kot vsi živijo, tudi mi. Mi smo del te množice in gremo nekam, ker niti sami ne vemo točno, kam gremo. Medtem ko spoved je tista, ki nas vedno znova dviga. Ko sem dejal, da je blaženi
Karlo Acutis govori o spovedi, letos boste imeli njega na oratoriju, tako da boste lahko ga res poznali, tega vašega sovrstnika, od tega, kako je živel kot mladenič, do potem v času bolezni in kako danes nagovarja mlade. No, on pravi za spoved, da je kot plamen, ki ga prežgeš v balonu in balon se dvigne. Spoved je tista, ki nas dviga in nam pomaga, da res rastemo. In zato se mi zdi zelo pomembno ohranjati ta sakrament, če želimo ta dar res razvijati in ga ohranjati. Drugi sakrament je pa sveta maša, Evharistija. Vemo, da je to višek in vrhunec našega krščanskega življenja. Ob oltarju se res pokaže in izrazi to, da smo ena družina vaših otrok. In Gospod je tisti, ki nas bere, Gospod je tisti, ki nas čaka, Gospod je tisti, ki nas nagovarja, Gospod je tisti, ki se nam daje pod podobo kruha. Dokler znamo res prihajati in živeti iz Evharistije, bomo tudi odhajali domov potrjeni in notranje obogateni. Če smo notranje obogateni, potem bomo lahko živeli ljubezen, potem bomo veseli, potem bomo polni upanja, potem bomo ta svet res prinašali nekaj novega. Zato, dragi birmanke in birmanci, pomembno je ohraniti odnos z Bogom. Če boste brali Dostojevskega brata Karamazovi, boste tam našli lik starčka Zosima, ki mlademu Aljošu daje nasvete in pravi, ne oddalji se od Boga, kajti Bog se ne bo nikoli oddaljil od tebe. Bog je tisti, ki je zvest, ki ostaja zvest. In če vzamemo v roko Sveto pismo, lahko vidimo, kako se je človek od njega oddaljeval, kako so bile trenutki, obdobja, ko je človek šel čisto po svoje. Bog pa ga je vedno znova čakal, vabil po prerokih, naj se vrne nazaj, naj spozna, da to, kar živi, ni tisto polno in pravo življenje. In zato je Bog vedno jih vabil nazaj v zavezo, nazaj v občestvo. Če boste torej ohranjali ta odnos, potem boste res kot vladike na trti in obrodili boste sad. Kaj pa je tisti sad? To je ljubezen. To so dobra dela. Ljubezen, veselje, upanje, vztrajnost in tako naprej. To so tiste sadovi, ki jih Bog od nas pričakuje v tem svetu. In če pogledamo življenje danes, lahko vidimo, kako ravno tega manjka. Kako nam manjka ljubezni, kako nam manjka spoštovanja drug do drugega, kako nam manjka veselja, kaj šele upanja. Vse to nam prinaša Sveti Duh, nam daje Sveti Duh. Zato, drage birmanke in birmanci, ta dar, ki ga boste danes sprejeli, naj ne bo darilo, ki ga človek dobi in ga nekam položi in se ga več ne dotakne, ampak naj bo dar, s katerim boste živeli. Kajti gre za vas, gre za vaš jutri, gre za vaše življenje. In Jezus pravi, da je volja Boga, da bi imeli življenje in ga imeli polnosti. Ne da bi životali, ampak živeli. Zato naj bo res ta današnji dan za vsakega od vas tisti milostni dan, dan, ki ga je verili Gospod. Veselimo se ga, zahvaljujemo se za ta dar in poskušajmo res biti odprti in z njim živeti, da bi lahko obrodili bogato sadove.